Če to je na telefonu? Kaj je bilo? Koliko ste jih nabrali? 300. 300? Pa vse to je kar. Kaj dogaja? Prinesli smo podpise za referendum proti gensko spremenjenim organizmom. Tako da smo se... To je bila ful akcija? Ja, danes zjutraj smo šli v akcijo. Jaz sem se vzela dopust. Martina se je mogla odpovedati gospodinskim delom v stanovanju. Evo, in nam je uspelo zbrati 290 podpisov. Super. To pa kar nekaj bo. Ja, kaj si pa mislil? Ene smo pa že oddala tam. Tako da super. A bo? Ja bo. Koliko je zdaj približno? Ne vem, glavni organizator je Zavod Mir, mi smo priskočili na pomoč, glede na to, da stranka mladih, Evropska zelena stranka, je proti gensko spremenjenim organizmom. Na ravni Evrope so velike stranke povozile predlog Evropskih zelenih. V Sloveniji smo žal ta zakon sprejeli, so ga. Včeraj je bil veto vložen strani našega državnega svetnika, ki je bil tudi ni bil sprejet, v glavnem ta veto. Zdaj gremo naprej. Zelo hitro šlo, ne, danes? Zelo na hitro, ker je danes pač zadnji dan za vložitev teh podpisov. Bomo pa v Evropski uniji zahtevali od Evropske unije, da se izreče, da je proti gensko spremenjenim organizmom v Evropi. In to zahtevamo tudi od vseh nosilcev ostalih list, da povejo volivcem sedaj pred volitvami, za kako Evropo in za kako Slovenijo se zavzemajo. In jaz mislim, da je dosti teh bolezni, rakastih in vseh ostalih, ki tudi izvirajo iz gensko spremenjenih organizmov, ki slabo vplivajo na ostale vrste rastlinja na planetu, prevzamejo ostale vrste. Premalo stvari o tem se ve, veliko je zamolčanega in velike korporacije služijo in zavajajo ljudi. Tam piše, da jih mora biti 2500, je to res? 2500, koliko jih je pa zdaj? 1500. Kaj pa zdaj? 1542. Pa greste vse noter in boste oddali? Bomo se noter posvetovali, zato ker smo imeli v bistvu samo en dan, pa samo en dopoldan časa, zato ker je bil veto znan šele včeraj. Tako da v bistvu bomo videli, kaj se lahko od tega dogovorimo, ker je bil zakon sprejet v nujnem postopku in je pač taka naglica v takem primeru je, da ne rečem, neobičajna in zaskrbljujoča. Tako da mislim, da bomo poskusili doseči to, da bi nam podaljšali rok. Če pa ne bi šlo v podaljšanje, bomo pa videli, kaj se bomo. Vsekakor bomo poskusili tudi vprašanje ustavnosti tega postopka postaviti. Tako da na vsak način smo izkazali pravni interes, ne glede na to, tudi če imamo 1500 podpisov, v enem dopoldnevu je to zelo veliko. Tako da mislim, da lahko na vsak način povemo, da imamo za sabo eno bazo ljudi, ki so zainteresirani za to vprašanje.